Papež Frančišek je 8. marca popoldne obiskal župnijo Svete Marije Odrešenikove matere v Tor Bela Monaca na obrobju Rima. V homiliji je razmišljal ob evangelskem odlomku 3. postne nedelje, v katerem Jezus iz templja izžene prodajalca in menjalca denarja. V odlomku iz evangelija, ki smo ga slišali, me nagovorita dve stvari, ena podoba in ena beseda. Podoba Jezusa z bičem v roki, ki izganja vse tiste, ki so tempelj izkoriščali za sklepanje poslov. Te nepoštene poslovneže, ki so prodajali živali za daritve in menjali denar. Tam je bilo sveto, tempelj, ki je svet, in zunaj ta umazanija, in Jezus vzame bič in gre naprej, da bi malo počistil tempelj. Stavek, ki je posebej nagovoril svetega očeta, pa se nanaša na evangelistove besede, kjer piše, da so mnogi verovali v Jezusa. Jezus sam pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni potreboval, da bi mu kdo pričeval o človeku. Sam je namreč vedel, kaj je v človeku. Mi ne moremo preslepiti Jezusa. On nas pozna od znotraj, ni jim zaupal, in to je lahko za nas lepo vprašanje na polovici postnega časa. Ali Jezus meni lahko zaupa? Mi Jezus lahko zaupa ali pa sem dvoličnež, se imam za katolika, tistega, ki je blizu cerkvi, potem pa živim kot pogan, ampak Jezus tega ne ve, nihče mu ne pove, on ve. On ni potreboval, da bi mu kdo pričeval, sam je namreč vedel, kaj je v človeku. Jezus ve za vse, kar je v našem srcu, je dejal papež Frančišek. Ko vstopimo v svoje srce, odkrijemo stvari, ki niso dobre, tako kot je Jezus v templju našel umazanijo trgovanja nepoštenih trgovcev. Tudi znotraj nas je umazanija, grehi, egoizma, ošabnosti, napuha, lakomnosti, zavisti, ljubosumja, toliko grehov. Lahko tudi nadaljujemo pogovor z Jezusom. Jezus, ali mi ti zaupaš? Jaz želim, da bi mi zaupal. Torej ti odprem vrata, očisti mojo dušo. Sveti oče je poudaril, naj Gospoda prosimo, naj tako, kot je šel očistiti tempelj, pride očistiti tudi našo dušo. In predstavljajmo si, da pride z bičem, ne, ta ne očisti duše. Ali veste, kaj je Jezusov bič, ki očisti našo dušo? Usmiljenje, odprite srce Jezusovemu usmiljenju, je dejal papež Frančišek.